Živijo, živijo. Danes je čas, da si na YouTubu vzamemo čas in pogledamo, kaj vse so to za ene SPF, kreme, losjoni, zaščita, ki jo bom letos testirala. V bistvu sem ugotavljala, da se nikoli ne pokažejo tako na eno mesto, da bi jih videli, ker ponavadi naredim manjše sklope, katere so tiste, ki so primerne za mastno kožo, pa katere imajo visoko UV zaščito, katere so primerne za otroke, in potem je to malo na blogu, malo na Instagramu, nikjer pa nimamo pregleda, zakaj in kaj vse testiram vsako leto, Ker namreč to je zelo zanimivo, imaš eno in isti SPF kremo, potem pa skoraj vsako leto spremenijo formulacijo, Novi filtri se naredijo, nove kombinacije, ugotovijo, da ta se dobro s tem, ta preveč dražji, dajmo ga ven, Tako da v bistvu dostikrat ostane ime identično, ampak vsebnost se pa spremeni, Tako da si jaz vzamem vsako leto eno dobršno kupico SPF-ov in jih testiram in vidim, kaj je tisto leto v redu zame. Potem pa ta svoja dognanja delim z vami, da si mogoče tudi vi najdete med njimi svojega favorita ali pa saj gotovite, kje prišparajte denar in da tole res ne bo za vas. Tako da, zdaj vas pa vrnemo okoli, pa gremo pogledat, kaj točno sem jaz letos testirala in kateri so že mogoče se nakazujejo, da bojo favoriti in kateri nikakor ne. Tale prvi delček so SPF-i, ki se na meni zelo svetijo. Tako da niso med mojimi favoriti, ampak realno bi lahko pa med vami našli svoje zadovoljne stranke. Zdaj pri Zit Control dejansko, kar sem uporabljala, nisem dobila mozoljev, pa tudi oči me niso pekle, se je pa pri meni precej svetil. Zdaj, ko sem dala čez mat tekočo podlago, ste bile navdušene nad čajnim videzom. Tako da tiste, ki imate radi ta look, pa kombinirate z mat podlago, super, probite. Od Eucerina Hydro Protect je bolj alkoholna verzija kot Oil Control Matte, pa bolj svetleča. Tako da med tema dvema jaz pa zbiram Oil Control, medtem ko tale bi znala biti favorit pri nekaterih za reaplikacijo. Beauty of Your Son je hit leta, ampak na meni se ne opije, je masten finish in mi ni všeč. Od Garniera Ambre Solaire Spray sem ga vzela, ker sem želela vedeti, a bo za reaplikacijo. Zdaj direkt, da bi ga špricala po obrazu. Nekaj to gre oči, lase, vse povsod, ampak če ga pošpricam v roko, pa potem natapkam na obraz, recimo, to je neka bolj taka v izhodu sili reaplikacija. Če že, potem raje z Ambre Solaire Super UV Fluidom naredim reaplikacijo, ker se mi zdi pač boljša odločitev, čeprav je ta pač lepše zgleda, kot make-up, ta bubel, spet ta masten sijaj UV zaščite. Make Prem je eden izmed dveh stikov, ki jih letos testiram. Tale bo šel s hčerko v šolo, je mineralna zaščita. Rahlo je belkast, ni mat, se pozna in tak finish, ampak se mi zdi, da za ta malo bo čisto, ker je glih to, da je pač sonce ne sežge. Od Cancer Council sem dobila, od krasne Cancer Council sem SPF dobila od Pije, ki je ena izmed mojih krasnih sledilk, da ga preizkusim in vidim, kako bo. Še ni prišla na vrsto, deluje sicer malo bolj masno, ampak bomo videli, kako se bo obnesla v ta pravem testiranju. Od Zjaje Cancer Council sem SPF dobila od Pije, ki je ena izmed mojih krasnih sledilk, da ga preizkusim in vidim, kako bo. Še ni prišla na vrsto, deluje sicer malo bolj masno, ampak bomo videli, kako se bo obnesla v ta pravem testiranju. Od Zjaje mat SPF ni mat, tako da bo bolj všeč suhokoškam kot masnokoškam. To spet sem pozabila, kako se imenuje ta znamka, bom dopisala. Šele bo šla v test za tisto na ta prvo žogo, pusti nek sijaj, ni mat, mogoče je vseeno, recimo, da so ten, ampak bomo videli, kako se bo obnesla. Te dve sta obe bile v kategoriji meh, pa jima dam še eno šanso, zato sta tukaj, da jih še enkrat testiram. Do zdaj sta že enkrat obe padle na testu, ampak dajmo videti. Babo, kakorkoli že. Ta se mi je zdela malo masna, tako da čakam še, kdaj bo to prišlo na test. Od Murada je po moje najdražja, kar jih imam in težko bi rekla, da jo pohvalim. Taka čudaška, mineralna je. Ne spremeni se mat, obstane nek tak kot rahlo oljnat finish, za poletje definitivno ne bo, pozimi sem jo uporabljala, ampak je. Če bi že gledala potem, če se prestavimo fiše. Od mineralk, ki so obarvane, mi je potem že Bondi Sands Sunny Days boljša, ampak je pretemna. Če bi tole naredili v svetlejši verziji, bi bila za zimo ful dobra.
Tako je pa temna in sem uporabljala Murad, ampak nisem bila navdušena. SOS Skin Fluid ima v bistvu edini minus je to, da je odišavljena. Drugače je shiny ni mat, ampak je precej lep finish in trenutno mislim, da moja najljubša za pod tekočo podlago. Tako malo bolj matcasto, ne bi šla glih z neko glowy. In je potem kombinacija zelo tak lep sijaj, pa ne glow. Odboj mat stik sem šele dobila, zgleda zaenkrat mat, ampak moram preveriti, kako bo sama zaščita, ker pri stikih je problem, ker moraš večkrat čez isto področje iti, da sploh zadostno količino naneseš. Od Eucerina Oil Control je, ne morem temu reči glih mat, lahko rečem satinast finish, ampak je iz tega spektra kemičnih mat sončnih zaščit ta trenutno najboljša, kar se jih pri nas dobi. Potem je od Nio The Survival 30. Težava tega SPF-a je, da je 30, pa poleti mi se poznajo kapljice potu, ko grejo čez, ker taka bel rata, če ga dobro ne zafiksiram. Je pa precej mat, ni čist mat, je še vedno malo satenast. Odtenek je zelo svetel in zelo, zelo učinkovita zaščita je, zato je pač ponavadi vedno se najde v moji kolekciji. Botanicals Australian Gold je najbolj mat, kar jih imam, pa da je učinkovita, pa super vodoodporna, ne? Ampak ko so reformulirali light, zdajle mi je pretemna, ker na meni oksidira, kar spet ni okej, ne? Čisto na vrhu so potem zelo zanesljiva UVA zaščita, SPF-i. Od Evi je to pena, ki je večini všeč, to je ta originalna pena. Ta pena ni toliko vodoodporna, kot je otroška pena in draži oči. Medtem ko tale je fantastična zaščita za najhujše pogoje. Mislim, da je okoli 40 ali celo malo več je UVA zaščite, tako da je res fantastična, obdrži se, zdrži bazen, morje, kar češ, potenje, športanje, vse. Plus je večja količina, ugodna cena. Jaz tole tudi za otroka mirno nanašam, kar je verjetno ena redkih kemičnih zaščit, ki jo moja ta mala sploh vidi. Potem je od Eucerina SPF 100, to so te, ki jih dobite v lekarnah in so namenjene tistim, ki imajo možnost, da dobijo raka, pa keratoze. Tako da ta je bleščeča, ampak tisti, ki imamo mastno kožo, recimo, da ne rabimo glih SPF-a 100, jaz nanesem polovico, tistega, kar bi moglo biti količine, da dobim 100 in je zelo luštna SPF, recimo temu okoli 50, ne. Zato je še vedno v uporabi in jo imam rada recimo za podekolteje in podobno. P20 je kupujem v Avstriji in je tako kot ena drogerijska verzija Evi, samo da pač te glih ne morem po obrazu mazati, ker me bo obvezno dražila, pa taka zelo bolj mastna je, ta je že veliko lepšega videza, kot je P20, ampak pač ta je zelo poceni, velika embalaža, tako da če gremo v kakšno res močno sonce športati, pa to si namažem roke, noge, da me res v bistvu nič ne zapeče. To je bil en hiter pregled. Pa to niso vsi SPF-i, ki jih imam, ampak so pa SPF-i, ki jih letos resno testiram, da se vzamem čas, da jih v različnih kombinacijah pogledam. Tako to testiranje traja že nekaj časa, počasi zaključujem, nanosi, kako bo izgledalo po, ne vem, uri, dveh, so me oči pekle in to prihaja počasi na Instagram, potem bo pa en spisek, pa cel pregleden na blogu, ki boste lahko vedeli, ima kemične, ima mineralne filtre, kakšna je cena, kje se jo dobi in vse te informacije, ki jih seveda rabimo. Seveda si bil ali pa nisi, ne. Tako da to pričakujte nekako tekom tega meseca, da se bo uredilo. Jaz pa počasi potem napredujem s projektom testiranja. V bistvu ga moram zaključiti, maskar, ker je skoraj že vse testirano, ampak se je SPF pač priklatil mimo, ker zdaj je bolj pomembno, da damo gor ta pravi SPF, ker dober SPF je samo tisti, ki ga nosite in zaradi mene to pač, če je SPF 30, pa se ga redno nosi, je veliko, veliko boljše kot SPF 50, ki ga potem mogoče enkrat mesečno date gor, ne. Tako da zaradi tega naredim
vsako leto en tak res velik test, da vam lahko predstavim, kaj je tisto, kar res mogoče bo ustrezalo tudi vam. To je to za danes, lepo se imejte, kmalu se pa spet vidimo. Čau, čau.